Kaj je razlika med terarijem in vivarjem? Terariji so nekako življenjski prostori za kače in kuščarje, medtem ko združeno vse te akvariji, terariji in pa akvaterariji s skupnim imenom lahko imenujemo vivarji. Katere vrste živali uvrščamo med eksotične? To so kače, pajki, kuščarji, različne žuželke, pa tudi kosmate živali, kot so sesavci. Značilno je pa to, da to niso avtohtone, ampak so to živali, ki prihajajo iz drugih krajev. Zato je recimo naša belouška lahko za nekega Američana tudi eksotična žival. Kje ste dobili vse te živali? Moja prva žival je bila mini kačica, ki se je izlegla iz jajčka. Potem sem pa šla na sejem eksotičnih živali in sem nekaj živali tudi na teh sejmih v tujinih kupila. V zadnjem času pa velikokrat posvojim živali. Ali imamo lahko te živali doma ali je prepovedano? Ni prepovedano, ni potrebno nobeno posebno dovoljenje, vendar moraš pa poskrbeti pravilno zanje. Ko kupiš eksotično žival, spravi račun, spravi dokument o njenem izvoru, kajti to je tisti dokument, ki dokazuje, da je žival rojena iz ujetništva. Ravno tako pa odsvetujem, da kupujete parčke, zato da ni mladičev, da ne bi bilo teh mladičev preveč. Ali za te živali skrbimo drugače, kakor za psa ali hrčka? Kače ni treba peljati na sprehod, recimo. Hrani se tudi ne čisto vsak dan, ampak na en teden, 14 dni ali 3 tedne. Včasih pa so nekateri od teh živali tudi take, da so samo v terarjih, da jih sploh ne jemljemo nič v roke. Recimo kakšne strupene živali, tiste dost manjkrat se jemlje ven. Kako pogosto moramo čistiti vivarji? Vivarji vsak dan opazujemo in ko se žival pokaka ali polula, takrat očistimo. Kaj pa vi tukaj pomagate? Matej je naš dolgoletni član društva ljubiteljev eksotičnih živali Bioexo. Velikokrat mi je dragocena pomoč tudi tu v vivarju, kajti živali je veliko. Kaj pa imate v tej vreči? Pogledali takoj, kaj je. To je kraljevi piton, ženskega spola z imenom Džekica. Veliko ljudi, ko zagleda takole kačo okoli vratu, misli, zdaj ga bo pa zadušila. Ne. Ona se počuti varno, da se prime za eno tako debelo drevo, ki je njegov vrat zdajle. In ta kača je mirna, prijazna, ni strupena. Takole. Običajno se ona naštima tako kot neka verižica. Prideš se ti. Prvi vrata. Tole tebe malo strah. Takole po podporo, zdaj bomo pa še tukaj dali takole. Ali imate v tem vivarju tudi kakšnega kuščarja? Ja, nekaj vrst kuščarjev tudi imam. Najbolj zanimiv je pa ljudem, ki hodijo mimo našega vivarja, legvan leni. Ta legvan leni je pa že kar veličastna žival, ki ima 71 cm telesa in še kakšen meter repa. Ali so dinozavri predniki kuščarjev? Imajo skupne prednike. Vse to so plazivci, vendar so dinozavri nekoliko bližje pticam. Ja, v tem razdelku so sedaj kuščarji. Tale, ki se skrivajo ognjeni skink, bradate agame, najbolj pogosti hišni ljubljenčki, modrojezični skink, listorepi henklov gekon, leopardi gekoni in pa trnorepa agama. A lahko katerega od teh kuščarjev tudi primemo v roko? Tole je avstralska novozelandska vrsta in lahko takole pobožeš. Ima zelo zanimiv moder jezik, ki ga pa pokaže, kadar je vznemirjena ali pa kadar se hrani. To ob strani, te lukence so pa njihova ušesa. Tale je pa kar prosi, da bi šel ven. Je orson, je pa bradata agama. To je pa puščavska žival, zato ima zelo hrapavo kožo. Zakaj pa imate vodice? To pa zaradi tega, da zbuja strah, da ga kakšna druga žival ne poje, ker misli, da se bo zbodla. Mali podoben zmaju. Ta žabica podnevi se čisto zloži skupaj, vse žive pisane stvari skrije in je kot zelena lisa. Podnevi je svetlo-zelene barve, kadar je pa noč, je pa temno-zelena. Koliko je lepa. Nagajiva tudi malo. Zdaj potipajte tole, ki se napihne kot balon. O ja. Zakaj pa se napihne kot balon? Zato da zgleda večja, ne, da je bolj strašna. Ki je mehka. Ja.